Pozdravljeni, vroče. Ja, tako in drugače, malo se morajo stvari segreti, zato da pripeljemo vročitev do vrha. Ja, upam, da ste v redu, upam, da čutite malo tudi že v sebi te simptome prebujanja energije, s katerimi nas polivajo ti naši vrli in galaktiki in univerzum in vse skupaj. Precej norije se dogaja na svetu, da bi se ljudje prebudili, pa vendarle jaz kljub vsemu ne morem dohvatiti, kako ljudje gledajo stran od vsega in kako sem jaz prav napisal 11. božjo zapoved, oni gledajo satanizem, ne morajo reči, da ga niso videli, ker je na televiziji, ampak lej ga zlomka, tudi na televiziji ga niso videli. Jaz enostavno ne morem več dojeti in verjeti, da ljudje gledajo toliko masovno stran, kar pa seveda dokazuje, da jebemo mater, da imam spet prav, da so pa res ljudje načrtno gledajo stran, oni načrtno, ne vem, ali to vsi demoni čuvajo to z demonskost. Zdaj, kolikor sem mislil, da razumem sebe pa ljudi, sem spet prišel do točke, da nič ne vem, vem, da nič ne vem. Sej, to res kar drži, kaj si misliš, tole se mu plete po glavi. Ne se mu ne, stari. To, da nimajo srca, da niso srčni, da so lažnivi, vse sort te, bom rekel, lupine smo že odprli, ampak da pa ko bo pa na televiziji, to smo mi govorili pred 2 letoma, ali pa letom, ko bo pa na televiziji, pa bodo pa verjeli. Ne, ni to tako. Na televiziji je satanizem. Pokazan jim je v ksiht, stari folk še vedno gleda stran. In zdaj to meni je, bom rekel, z ene strani srhljiv podatek, koliko ljudi je pravzaprav zapičanih v to igro prevare, skrivaštva, pravzaprav jaz ne vem, pokrivajo oni te ljudi ali ludilo. Ampak vsekakor koraki grejo naprej, mogoče jih bodo aretacije premaknile, ker zdaj atentat na Trumpa jih ni, do zdaj so baje našteli že 5 možnih strelcev, baje je bilo 5 metkov iz 5 pušk, to zdaj forenziki tonski to študirajo, kaj je bilo slišati, od kje je preleteli in tako naprej. Zdaj človek, ki je ustrelil enega izmed teh, ko češ, bom rekel, atentatorjev, postaja po Ameriki herojski, ker je naredil dejanje, čeprav mu varnostna služba ni dovolila odstreliti človeka, on je zaradi tega, ker je deloval samovoljno, ostal brez službe, pravzaprav pa je naredil herojsko dejanje, ker je ubranil življenje predsednika Donalda Trumpa. Jaz namenoma rečem predsednika, ker sem 99,9%, da on je predsednik. Ne bom rekel bivšega ali pa bodočega, ampak kar predsednik, ker on mislim, da ima vse stvari pod kontrolo, kolikor znam razumeti to situacijo, ker ta je bolj logična. Ta plan Q je bistveno bolj logičen, kakor to, da bi razumel ljudi. Res zanimivo, kako imajo vse pod kontrolo. To so bili ljudje večni kontrol friki, se temu reče, vse so imeli pod kontrolo, jebemo sunce, ko jim pa satanizem pokažeš, ga pa ne vidijo. Res noro. Mislim, se je zdaj logično, da tudi genocida niso videli, da niso videli ne podkupnin, ne laži, ne kraje, ne prevare, ne umorov, nič, ludilo. Ampak to je nam še en znak, da ne bomo se ukvarjali z ljudmi, ukvarjali se bomo s sabo. In to je eden izmed segmentov, kamor vas jaz ves čas mojega delovanja nekako vabim. Dajmo predelati sebe. Mislim, lahko študirate tudi o ljudeh. Zdaj, jaz sem, da ne bo pomote, ampak sem tudi večji del o sebi, drugih sem pa samo toliko razmišljal, da bi razumel njihovo delovanje. Pa se pravim, še enkrat, misliš, da že kaj veš, pa vidiš, da nič ne veš. Torej, gremo k sebi. Smo v procesu dvigovanja zavesti, proces prebujanja je je zelo, zelo pospešen, bom tako rekel. Prvi val prebujenih je že začel vstopati v kraljestvo, o katerem sem govoril v včerajšnjem liveu. Torej, to kraljestvo, Božje kraljestvo zavesti, veličina duha in ta
prvi val, ker to dejansko gre po valovih, meni so se stvari začele, sem rekel 2008 bolj aktivno, mislim, verjetno sem že prej kaj imel, ampak 2008 so pri meni začele stvari pokati. Kakorkoli zdajle se čuti, da smo se nadgradili en nivo višje, da se adaptiramo v te višje vibracije in da smo izgubili za seboj še neki del tistih, bom rekel, nesinhronih frekvenc, tiste energije, ki ni naša, tiste, ki ni naša primarna, ne, ki ne spada v nas, in to je v povečini je to strah, negotovost, kontrola, še ena stvar je bila, kako že. Ja, strah, zamera, sovraštvo in pa dvom, no, to so te stvari, ki je prav, da se jih losate. Še enkrat, strah, zamera, sovraštvo in pa dvom. Vse to so vibracije, ki nas držijo nizko. Zdaj mi smo se pogovarjali, da ta prehod ne bo za vse, a ne, nekateri pač ne bodo mogli iti gor, in garantiram vam, da je za doseganje svojega lastnega kraljestva potreben mir. To je prvo. To smo se veliko pogovarjali. Druga stvar, ki je nujno potrebna, je, da se osvobodite vseh strahov. Tle je mogoče malo težje. Da se osvobodite vseh zamer, da odpustite vsem. Marsdo bo rekel, ne bom odpustil, to mi je naredil, ne bom odpustil. Dejte, ker to, da nekomu odpustite, je dobro za vas. Za unga vas že tak briga, najraž bi ga verjetno zmasakrirali, pa ga ne boste. Zaradi tega si vsaj tudi svoje misli spucajte, pa ne dovolite, da vam ostaja človek noter kot zamera, kot sovraštvo, kot nekaj, kar imate občutek, da morate spucati. Ne rabite spucati, rabite spustiti, pa je stvar rešena. Preteklost kot taka ne ostane zadaj, imamo lekcije, to je to, in postali smo to, kar smo. Zdaj, tudi sam se dostikrat sprašujem, le kako bi se jaz povezal telepatsko in tako, in ugotovim, da gre za eno zelo, zelo enostavno stvar. Mi smo spet iz tega delali komplikacije take, da ni nobenemu podoben, ne. Tako kot pri vsaki stvari. Telepatija in povezovanje z energetskimi zunaj zemeljskimi bitji je v bistvu nič drugega kot v svojem popolnem meru se pogovarjati sam s sabo. Nekako predstavljate si, znotraj meditacije ti pridejo stvari in ti si, ker nimaš strahu, nimaš zamere, nimaš sovraštva, ti si teh misli in energije osvobojen in nekako pridejo v glavo informacije. Jaz ne znam drugače reči, ne vpraš me, kako vem, jaz sam vem, da vem, pa ne vem, od kje sem to zdaj dobil. To je tisto, kar je v bistvu v tem svetu satanizem najraje šmejo. Kje imaš pa ver? A jebem v sunce, nimam ga, ne? Ja, pa ni res, ja, pa je, jaz pa je noter, vem, da je prav. To je nekako, še enkrat, biti sam s sabo. Zdaj, to je veliko lažje v naravi, če ste bosi, da ste hidrirani, da ste v meru svojem, v meru narave, osvobojeni vseh skrbi, kaj bo jutri, pustite, kaj bo jutri zemlja, ne vemo, kaj bo čez 5 minut, kamoli, da bi vas zdaj sekirali, kako boste pa, ne vem, čez 2 leti kaj. Vidim, da še zmeri mnogo ljudi ne zaupa temu planu, kamer potujemo, joj, Turšič, pa kaj misliš, da bo to res letos? Ja, valjda, mislim, samo što nije. Že v naslednjih 24 urah se nam obetajo nove frekvence in nove, bom rekel, kode in frekvence. Zdaj, mi kot energetska bitja, za mano sem dal slikco, da bi mogoče vam pokazal, da smo nekaj bistveno več kot samo telo iz mesa in krvi. Gre za energijo, ki se skriva v kristalih. To je zdaj tisto, ki pravijo, da mi ne bomo več oglični, ampak bomo kristalni. To si jaz tudi še zmer malo ne znam predstavljati, pa ker zagledam to slikco, pa si pa rečem, ja, no takole, sej sem kar kristalen. Uporabil sem besedo predstavljam si, ali pa si kaj ne predstavljam. Nekaj se ne znam predstavljati, nekaj si znam predstavljati. In prav je, če si znate tudi vi kaj predstavljati. Kaj ti domišljija je tisto, kar nas goni in vodi. Spet
tridimenzionalni zemeljski svet se je domišljiji posmehoval, pa vendarle so najboljše zgodbe, pesmi, filmi, pripovedi, pravljice, kaj sem, kaj še vse, naj si bodo skulpture, hrane, ni da ni obleke, svašta stvari, kreacije, narejene iz naslova domišljije. Nekdo si jih mogel najprej zamisliti, pa je pa šlo. In tudi za naše vnebovzetje, tudi za naše očiščevanje je prav, da se majčkeno usmerite oziroma date kakšno pozornost k temu, da si predstavljate v domišljiji, ne v glavi. Zdaj, ni potrebno, da si mižite pa rečete, predstavljam si rumeno kroglo ali pa vijolično ali pa neki. Predstavljajte si lep svet, na milijon in en način, ne rabite čist vizualizirati. In ako je z druge strani vizualizacija tudi ena izmed besed, ki se uporablja. In tle, ko sem pripeljal do vizualizacije, je zelo pomembno, oziroma v pomoč, bom tako rekel, v veliko pomoč je, da si vi predstavljate svojo DNK spiralo, kako se ona zdaj zdravi. Kako je ona kristalna, kako je ona čvrsta, kako je zdrava, kako je polna, kako ima nove povezave, kompaktne in tako, ker na tak način vi pomagate. Lahko si predstavljate tudi, da od sebe otresete slabo energijo, da ona stran gre, da se razelektri, tako kot strela. Da si predstavljate, kako vaše celice se obnavljajo, kako se zdravi vaše mentalno, energetsko telo, kako se zdravijo vaše srčne rane, kako da si predstavljate eno posodo, kjer nam je bila energija ukradena, kjer nam je odtekala, da se te stvari nekako zakrpajo, ta vrč ali pa posoda ali kakorkoli. Nekako vas hočem pripeljati bližje temu, da predstavljaj si, imagination, imagine all the people, in tako je pel Lennon, spet drugi pa so rekli, peace brother, stari, samo mir. In seveda, mir je nekaj, kar mi nujno rabimo, zato da kaj dosežemo, in v miru se da kaj misliti in se da tudi kaj odmisliti, pa kaj domisliti, ne? In to so te domislice, ko nekaj tudi razumemo, ne? In spoznavamo, da ta svet ni bil ne za mir, ne za domišljijo, ne za misliti, ne? Oni so se zmeri nekako, so nas pehali, nisi tle za to, da misliš, tle si za to, da delaš. Ne na glavo moraš obrniti, tle si za to, da z mislimi narediš, z duhom, z mentalom mi funkcioniramo, ker imamo dostop do njega. Zdaj, primitivci nimajo, ne? Mnogo ljudi, ki pa bi imelo dostop do mentale, pa svoj mental prodalo oziroma zapigalo v velikost lešnika, ne? In zdaj, fajn je, da s tem, da te možgančke sami tudi malo krepimo, ne? V miru se z mislimi poigravamo, ne? Malo številke preobračamo in tako, da se, da pridemo do točke razumevanja, ker mi moramo razumeti, kako je telepatija, mi moramo razumeti, jaz vam skozi pravim, to ni čira čara, to ni zdaj neki, da morajo neke strašne tehnike biti pa ovo, treba si je sam predstavljati, vizualizacija, to je norišnica, v bistvu življenje, razumeti duhovno življenje je v bistvu super simpel, da ne bo pomote. Lažje kot ljudi, kot sem prej rekel, lažje kot demonek, če nimam demonov, kako ćem zdaj jih razumeti. Ne zastopam globine demonov, kako so lahko ljudje tako ujeti sami vase, ampak okej. Torej razumevanje, naše možgančke moramo dati malo hitrejši pogon, odpreti srce, zdaj bo kdo rekel, joj, pa jaz ne bom nikoli vsega toliko vedel, kot ne vem, ti imate ali pa kdo drug. Ni toliko ideja, da vsak ve toliko, ker ni potrebe, tudi kaj, kad ni bil super znalec, torej ne se obremenjevati, da morate vse vedeti, vendar, kar pa vidite, pa se potrudite razumeti, ne? Zdaj zelo mi je všeč ena izjava, pa jo bom še enkrat dal, ljudje vidijo in slišijo, kolikor hočijo videti in slišati, oziroma kolikor nočijo, ne? Zdaj imamo satanizem v mislih na olimpijskih igrah. Je pa bolj pomembno to, da oni razumejo, kolikor zmorejo razumeti. Lešnik ne more razumeti toliko, kar razume, bom rekel,
hiter možganček, ne more razumeti. Zdaj oni se malo na to hvatajo, ja, ne razumem satanizma. No, zdaj to pa ne moreš reči, ker satanizem zelo hiter lahko razumeš, ne. Križ na glavo obrnem, da v bistvu Kristus je simbol življenja, da antikrist je proti življenju, in da očitno res imamo hudega sovražnika in to v lastnih ljudeh je ta demon, ta spet energijska stvar, ki jo ne moreš videti. Ti ne vidiš elektrike, ti ne vidiš energije, ti vidiš samo posledico delovanja energije. In zdaj, če je energija močna, žarnica močno sveti, če je pa energija majhna, pa žarnica slabo sveti. In tako nekako mi lahko zaznamo v ljudeh, kakšno energijo prenašajo. In znajo oni so znali te demone, te negativne energije so znali dobro prikriti, in te demone so skrivali. Zdaj pa prihaja do tega, da določenih stvari se več ne da skrivati, in ljudje pravzaprav kažejo svoje prave barve, svojo pravo vsebino, vendar še zmeri pod to masko, da se delajo neumnega. To jim je zdaj čisto ta zadnja rešilna bilka. Ampak, tudi to bomo razdelali, kaj ti proces prebujanja je v aktivni fazi in se dogaja zelo hitro. In vam čisto po pravici povem, da smatram, da mora človek res dobiti brco, urit, hladen tuš, klofuto, da se premakne iz te mrtve točke, kjer so se ljudje ujeli s temi svojimi demoni in jih ne upajo spustiti in jih kar ujčkajo in tako naprej. Absolutno pridemo do tam, Čakaj, pa sem hotel še reči, torej energija v ljudeh se čuti. Čuti se, ali ima človek lepo, čisto energijo, pa kljub vsemu česa ne razume, ampak ima energijo lepo, So pa ljudje, ki nosijo črno energijo, slabo, težko energijo, negativno energijo, tisto energijo, ki nas izčrpava, če smo predolgo v družbi s takimi ljudmi, pa dokler nekako ne teče komunikacija, je še nekako. Pa vidiš, da tudi komunikacija, čim komunikacija zalaufa je tega nasred, Zdaj, včasih si želimo komu kaj dopovedati, pa pozabimo, da on ne more niti razumeti, ker nima kapacitete, Ne moreš ti v stojenko ali pa ne vem, v golfa dati 4 tone noter, ni to kamion, to je golf, In enako je s temi ne moramo mi v marsikaj noter natumbati, zaradi tega je prav, da smo lastni zgled in bom rekel, delujemo s svojimi lepimi energijami, ki se skrivajo v obliki čustev, izražajo se, Čustva so tisto, kar nekako je pokazatelj naše energije. Zdaj ljudje so jezni, maščevalni, ustrahovalni, lačni, vse to so te grde, težke energije. Ipak so naše, da ne bo pomote, to ne moramo reči, da zdaj niso naše, ampak kaj bomo dali ljudem naprej, je pa seveda naša odločitev in prav je, da se odločimo, da smo do ljudi in okolice, živali, kakorkoli, vsega živega in neživega, da smo kljub vsemu prijazni. Zdaj, ta satanizem je želel, da smo neprijazni, drug do drugega, da smo neprijazni. Zato ne morate verjeti, da vsak najmanjši izkaz, da prenašate lepo energijo, marsikomu lahko spremeni pogled na svet, da v bistvu še obstaja upanje, kajti marsikdo je izgubil upanje v to, da obstaja rešitev za vse nas in da v bistvu smo na pragu zlate dobe za vse ljudi. Vsekakor pa se to začne z občutki in prav je, da jih občutite kot dobre občutke in dajte vibrirati v ta svet pozitivo, ker verjeli ali ne, ta svet vsakega izmed nas še kako potrebuje za to, da prisidramo na ta planet to, kar prebujamo. Kaj prebujamo? To, prebujanje, veliko prebujanje, česa, od koga, od kaj? Prebujanje ljubezni. Ljubezen ni nestala, samo se sakrila. Torej ni ljubezen z planeta zginila. Skrita je v ljudeh, pokrita je s črnimi, negativnimi, ustrahovalnimi demoni, ki jih ljudje prenašajo in bojijo se biti ponovno ranjeni, zato raje čuvajo ta status quo, torej ta
nevtralno pozicijo, kar seveda ni v redu. Nevtralna pozicija v tem trenutku res ni v redu, ker mislim, treba je biti aktiven, a ne? Treba je reči, prav, zgleda sem res narobe živel. Dajmo priznati, pa gremo naprej. Res je satanizem, sto mater. Sploh nisem vedel, da je to tako. Ne, zdaj reči, da pa ga nisi videl, pa stran gledati, to pa ni prav. Ne? Zdaj treba je o tem govoriti in enostavno prepoznati, da ljudje v bistvu ne želijo spremembe na boljše. Ljudje želijo biti v tem caftu, v tej bolečini in temu se tudi nekako reče, kako že mazohizem ali sadizem. Kdo je že tisti, ki sam sebe muči? No? Mislim, da je to mazohist, ne? Sadist pa druge, ali glih kontra, vse ne. Ljudje mučijo sami sebe in to je tisto stanje, ki sem ga jaz preživel pred leti, to je v bistvu depresija, a ne? Te paše se slabo počutiti. In pa kar si kar tako, na take volje, pa kaj bom pa vstal, snimam kaj, vse brez veze v tem življenju, vse nima smisla. No, glih to je tist, kar nas prosijo vsi vnebovzetni mojstri galaktične sile, prebujeni ljudje, Trump, Q, Putin, vsi pravijo never give up. Nikoli, nikoli ne obupej, nikoli ne prepusti toku negativnih sil, da te prevzamejo in prežamejo. Ne se dati, ti si tisti, ki kraljestvo čuvaš, svoje lastno kraljestvo in lahko dostopaš do njega in že vsi so tam zbrani v tem kraljestvu, zato se iz tega kraljestva da dol kaj prinesti kakšno informacijo. A ne? Zdaj ta proces prebujanja vsak posameznik čuti drugače, vsekakor pa nam je vsem precej skupno, da smo precej utrujeni, kar je logično, čisti se naše energetsko telo in fizično, da imamo motnje spanja, zagotovo lahko potrdim tudi, da imam po noč me čez kuhati. Zdaj kdo bi rekel, ja, to zdaj so pa harp, pa G5, pa to. Tudi jaz sem mislil, da je to del tega. Sam mislim, da ne. Jaz mislim, da to je stvar, ki se na notranjosti telesa dogaja, verjetno od nekega trenja meni pride vroče in vroče je poletje, tako vroče so situacije, vroče so pa dogodki znotraj tebe. Jaz se zbudim čist mokar po noč ali pa ne morem zaspati, zato ker mi je vroče, pa se odkrivam, pa tako. Precej zanimivo, no? Tudi sanje imam precej močne, tudi na to bodite malo pozorni, vse sort pride v sanjah. Zdaj, sam sem večkrat rekel, ne meditiram, če niste mirnih misli, vam toplo priporočam meditacijo, da si vžgete na tako musko, ne rabite nič posebne pozicije, pa ne vem kaj, samo to, da imate mir, da veste, da vas ne bo noben zmotil, lahko ležite, lahko sedite, zaprite oči in pustite, naj misli tečejo. Pustite tiste o zameri, pustite tiste misli o skrbeh, kaj pa ko boste, pa naj pritečejo tiste misli, ki morajo k vam prileteti, vi pa boste samo aktivni opazovalec. Zdaj, jaz sam v sebi sem zelo miren in jaz lahko delam kar čem, pa mi te stvari prihajajo. Tako da, pa mislim, da bo kljub temu vseeno potrebno se še malo zavestno uležiti, pa si kaj še dodatno predstavljati, dodatno vprašati, bom rekel, te naše vodnike, ker na tak način, ko jih vprašaš, tudi dobiš odgovor. Ne? In zdaj na momente se mi zdi, da napačno sprašujem, ampak to je proces, učimo se vsakog dana, napredujemo, a ne? Ljudje malo pričakujejo, da se bo zgodil dogodek, pa bo pa čez noč vse drugače. Mislim, na en način ja, ampak notranjost svojo bo pa mogel vsak sam zgraditi in to ni dogodek, to je proces. Tako da vam kar svetujem, da kar lahko stopite korak naprej, pa še enega, pa nič se ustavljati. Ni vam treba nikamor teči. Bodite boljši od včeraj, naredite korak naprej v duhovnosti za sebe, korak naprej, ne nekako se ustaviti v neki taki, bom rekel, status quo poziciji. Res ne, to ne narediti, ker si ne delate, mislim, nič dobrega si ne delate, pa
zgubljate upanje, zgubljate vero, zgubljate zaupanje in že ste v dvomu, kar seveda nočete, a ne? Torej ja, dajte stran vse, kar je negativne energije se sprožijo z negativnimi mislimi za začetek, a ne? Tako da bodite malo pozorni, kaj mislite. Nekako zdaj nam so hoteli energijo črpati, pobiti, da se mi ne bi zbudili v ta, bom rekel, višjo vibracijo. Oni so to počeli z več možnimi, bom rekel, prijemi, ali pa če rečemo to vse skupaj orožje, ne? Oni so porabili vsa orožja, ko so videli, da mogoče lok več ne dela, so vzeli pištolo ne dela, so vzeli snajper, so vzeli kakeram. Oni so vzeli različne, bom tako rekel, oni so v odnosu do mene in do vas in celotnega sveta konec koncev pokazali čisto vse, kar imajo orožja na lagru, kako se z ljudmi manipulira, ne? In zdaj, ker so pokazali vse orožje, so pokazali, bom rekel, z druge strani, z drugimi besedami, bom rekel, pokazali so vse karte in pokazali so pravi obraz in zdaj je to. In kaj zdaj nimajo več orožja. Kar se mene tiče orožja, da mene napadeš ni več, ne? Zaradi tega, ker se me ne da, ker sem se jaz tako odločil in dvignil vibracijo tako visoko, da oni pač tja, kamor sem se jaz zaplezel, do tja sploh ne morajo. V tem mojem kraljestvu ki je tako visoko, ne da ga čuvam jaz, pa vi. On je odčuvan strani vesolja, negativne sile ne morejo penetrirati noter. Ko si ti pozitiven, ko si ti optimističen, v miru, ljubezni, sočutju in v tem, da želiš dobro vsem ljudem sveta, razen Jožetu pa Štefki, ne, tudi tema dvema, je že v redu, vsak svoj film tera. Za nas je prav, da gremo više. In kdor je negativen, ne more iti, ne? Kaj da bi rekel, v kino grejo lahko noč samo tisti, ki se smejejo, kdor pa grdo gleda, pa ne, v tem kontekstu. In grdogledi so ti tridimenzionalni ustroji, kdorkoli pač te demone nosi z tridimenzionalnega sveta, jih bo mogel odvreči, če hoče z nami naprej. To je to. In to je tista točka odločitve, ki jo bo mogel sprejeti vsak sam. Si pa želim, da se to zgodi kar hiter, zdaj pravijo spet 14 dni, pa tako. Ko bi le bilo že. Jaz sem mislil, da bo zdaj konec julija že vsega fertik, ne, pa ni še, ne, in ti se ni še začel, govorim o masovnih aretacijah, čeprav vse šušlja, da je Washington se zapira neki, da je katarska vojska v Franciji, da so v Izraelu že areterali neke ljudi, to je. Zdaj jaz tam nisem, zaradi tega ne bom čist nič zdravo zagotovo rekel, zelo si želim, da bi bilo to res, lahko tudi ni, iz te želje, da bi bilo to rešen, pa ljudje kar narinejo neko lažno informacijo, ne. Škoda, no, najbolj prav je, da sami preverite, kaj je res, načeloma se pa ne bomo obremenjevali, a je prav, a je BRICS ali ni BRICS, kako funkcionira, ne vem, vse bo prišel do tle, je pa informacija, da je že v pogonu, ne, ok. Dobro, čakaj, imam še valovi, torej, v nebovzetje gre ne bo se zgodil momentalno, ampak prihaja po valovih, prihaja po stopnjah in stopinjah in nekateri smo že naredili dovolj dela na sebi, da smo prišli v ta, bom rekel, bolj čisti del, v to kraljestvo, ali pa bom rekel prvi predprostor kraljevine, ne vem, točno jaz vsega ne, ker marsikaj tudi meni še ni jasno. Zdaj prihaja drugi val, bo pahnil tja noter vse, ko se bodo po mojem, ko se bodo zrihtale finance, ne? Oziroma, ko bo jasno videti, da so iz ulic pobrani največji akteri. Ne, mnogo ljudi še vedno je v tem, ja, pa kje se pa kaj vidi. Mislim, vidi se, če gledaš, ne? Zdaj pa, če ne gledaš dosti pozorno, pa še nimaš razumevanja tako velikega, ne bom rekel, da je vsak zdaj pa lešnik, ker nočem biti kakorkoli žaljiv do kogarkoli, ampak če ne razumeš, ker nisi razdelal, to še ne pomeni, da ni, a ne?
tako, ker nam probajo tudi dopovedati, da se ni nič zgodil genocid. Ne, to se ni. Pa nikoli te ni nihče izkoristil, ne, to ne. To igravci. Jaz sem hotel povedati, zdaj sem pa se zaglajzal. V valovih, tako, in zdaj bodo, ti ljudje, ki pravijo, da se nič ne dogaja, ker pač ne razumejo, ker ne vidijo dovolj dobro, ko bodo videli, da so areterani javno ljudje, za katere smo rekli, da morajo biti areterani. Zdaj v Sloveniji naj bi bilo to preko 60,000 ljudi, veste kaj je to? Če mene kdo kaj vpraša, je to že v teku, če mene kdo kaj vpraša. Zakaj se pa ne vidi? Pa zato, ker vojska se pol pove, kako je bila vojna. Ne pove se med vojno samo, kako poteka, a ne? In bomo videli na koncu, ampak jaz mislim, da morajo ljudje videti dokaz. To je prva stvar. Druga stvar so finance, ker ljudje so še vedno masovno ujeti v okove denarja in tle jaz mislim, da ko bomo vsi deležni denarja, bo se tudi stvar malo obrnila. Skratka, naslednji val se obeta zelo kmalu, no tako, zdaj pa vsak naj si to predstavlja, koliko zelo kmalu. Marsikdo bi na tako mojo izjavo najreč rekel, ja, se to itak govorite že 4 leta, pa tako malo ni nič, ne, pa nimamo več kokic, ne. Mi gledamo eno gromozansko veliko predstavo iz dveh kotov. Eno igrajo temačni, tako kot so vedno igrali, ne, glumci, zdaj drugo pa nam igrajo beli klobuki in to je ena nora predstava, ampak zdaj čisto vsega opisati se pa ne da, ne. To raziskovanje je tisto, kar je treba vključiti v to. Dobro, to so valovanja in v tem valovanju pravim je kar nekaj ljudi že prestopilo v višjo vibracijo, torej bom rekel, je to 4, je to 5, se spet ne bom zatikal. In to se čuti na platformi TikTok, zdaj samega YouTubea jaz zelo malo spremljam, da bi zdaj kaj iskal na YouTubeu. Facebook je postal pravzaprav res ogabna platforma, na TikToku je pa ogromno že novic in stan ljudi, ki kažejo, da so prestopili štuk višje in to je čutiti. Enostavno energijo čutiš, iz ljudi gre ven energija in da rečeš, to je to. Ni zdaj, mislim, jaz prepoznam ljudi, ki govorijo, kako češ lepo, duhovno, ampak ki vidim po energiji, da ne pelje. Tako da, fajn je, če odprete oči, pa ste pozorni na energijo, ne? To valovi prihajajo, tema zdaj pa tako. Ljudje prestopamo više, bom tako, da ne bo narobe slišati, in zdaj na tak način na zemljo sidramo te energije, to smo se mi že pogovarjali. In zdaj na tej zemlji je veliko ljudi že v primerjavi z 2 letoma nazaj, ne, ali pa 20 ali pa 200, precej ljudi, ki je že zasidralo to frekvenco ljubezni, 5. dimenzijo, bom rekel mir in pozitivo in domišljijo in tako naprej. To frekvenco nosimo dol, ampak ta nevidno radiira, a ne? In temačne sile teh energij ne morejo prenesti. Temačne sile teh energij ne morejo prenesti. To vam povem spet iz lastne izkušnje, da mene bi marsikdo nagobac brez razloga. Mene ljudje sovražijo, brez da me poznajo. Ne? Toliko je hudo, brez da bi o meni karkoli vedeli. Jaz jih pozdravim, oni mene ne pozdravijo, pa se vidimo vsak dan. Ne? Pa jim nisem nič naredil. Pa nič nobenemu nočem. 100-krat sem ponovil, vse dobro vsem, a 100-krat, ne 100.000-krat. Pa še vedno se srečujem z ljudmi, ki me dobesedno sovražijo, ampak to oni sovražijo mojo energijo, a ne? In temne sile ne bodo prenašale tega in zdaj, ker so oni, kot vidimo, v večini, je naša svetloba še ni prerasla. Zdaj bi mogli mi se, vsak dodatni prebujeni na svetu je doprinos zaradi tega, ker temačni teh vibracij ne prenašajo. In oni, ko bodo v manjšini, se bodo skrili, a ne? Zdaj so pa še malo glasni, še se upajo biti
hočem reči, za hrbtom grdo govoriti o meni, bom rekel, opravljati me, lagati o meni in tako naprej, govoriti bedarije. Mislim, mene to nagane, to upam, da sem vas že naučil in da tudi vas ne sme nič pretresti, kaj o vas govorijo. Zdaj, ko se z vami pogovarjajo ljudje, mogoče na Facebooku je to zdaj še najbolj bilo ali pa je vidno, ko nekaj napišeš, pa potem pridejo ljudje pa komentirajo, ne? Zdaj, eno je kritika, eno je konstruktivna kritika, eno je dodajanje osnovni izhodiščni misli, a ne? Eno je pa negiranje, kontriranje, provociranje pa nespoštovanje. No to pa zdaj pa ne bomo več tolerirali in nasploh kjerkoli v življenju, naj si bo v živo ali pa na socialnih omrežjih, bodite odprti za kritiko, nikoli pa ne dopuščajte nespoštovanja. Prav? Ne glede na to, koliko je kdo, kaj, kje človek dosegel, bom rekel z izobrazbo ali s financami ali z ugledom ali s čemerkoli, nima veze. Vsak človek je vreden spoštovanja, ne? In jaz moram spoštovati vse ljudi in jih spoštujem, ker če jih ne, ti narcisi takoj postanejo tako užaljeni kot norca, ne? In jaz moram lepo delovati, s tem, da oni pa niso glih neki, da bi človek rekel spoštljivi. In to je to, ljudje smo spoštljivi in sami bodite spoštljivi in ne dovolite nespoštljivosti, ker to se mi zdi, da je prav osnova, ki jo bomo v družbi mogli na novo vzpostaviti, ne? Ljudje imajo kar občutek, da je vse demokracija, vsak lahko kar čez pol si zamenja, lahko se jaz naredim norca, norčujem iz Biblije, iz Kristusa, kar čem lahko delam, lahko ti rečem, da si neumen, lahko te upravljam, ne? Ne, ni to tako, ne pa ne. Ne pa ne, ni prav se norčevati iz, bom rekel, iz krščanske vere, ker zdaj mi moramo razumeti, eno je cerkev, eno so pa kristijani, no, ne krščanska cerkev, kristijani in kristijani sledimo nauku Jezusa Kristusa, kakorkoli pač, pa mnogo zdaj mene imel za fanatika, da sem Biblijo prebral, ne, ampak če dalje bolj mi je jasen, da v bistvu res tam noter vse piše. Zdaj, jo preštudirati, to je pa seveda stvar vsakega posameznika, ali jo uspe, jo zna, jo želi. Jaz mislim, da jo niti ni treba cele preštudirati, ne. Če tu in tam se malo obrnete, boste razumeli, naprimer, da je biblični dogodek, da to, kar gledamo, smo večkrat slišali, it's gonna be biblical, torej vse se bo dogajalo po bibličnosti, pa naj si bo kri na ušesu Trumpa, pa to, da ni bil mrtev, pa zdaj, da so to 33. olimpijske igre, toliko je bil Jezus star, pa še jih je, no mislim, da je bila ceremonijal poln, bom rekel, prispodob iz Biblije, pa v bistvu še norčevanje iz tega, ogromen bo bibličnosti še in zdaj, hvala Bogu, naj bo to, kar se mora zgoditi, naj se zgodi na big scale, the best is yet to come, najboljše šele prihaja. In jaz temu verjamem, temu sledim, jaz imam velik up, zelo sem pozitivno nainštaliran človek in želim, da tudi vi postanete optimisti, ne pesimisti. To je tisto, kar ima vas zdaj Šumahom zaplet, ne? Ker sem rekel, da ne biti toliko negativen, no. Mislim, sej lepo, da objavljaš, pa tako ljudi opozarjaš, ampak pa čist pri vsaki stvari, vsakič, ko se oglasiš, je sama neka negativa iz tebe. In oni zdaj, ja, pizda Turšič, ti praviš, da je zlata doba, se nič ne vidi, ne. Moramo povedati, da niso skopali reke v Črni na Koroškem, pa da harp, chemtrail, harp, točak, ja, se strinjam, tudi gromozansko zlo, mislim, Šumi ni nič komentiral zdaj tega na olimpijskih igrah, tudi on ne. Hočem reči, zdaj, imam občutek, da ljudje imajo to lečo nastavljeno, gledajo v negativo in sploh nočejo pozitive pogledati, ker bi bilo treba glavo obrniti v drugo smer, to je čist kontrast, ne, to je kot da bi hodil proti zahodu, zdaj se moš pa naenkrat proti vzhodu obrniti, čist druga smera, ne. In dajte biti sami pri sebi, kolikor se da, iz dneva v dan, vse bolj optimistični. Verjemite, da je svet na dobri poti in vse se dogaja tako, kot se mora. Svojo dušo očistite negativnosti in je stvar rešena. Ne bojte se nikogar, ne ničesar, ker vas nima biti česa strah. Zavedajte se vaše veličine, da v bistvu ti drekači tridimenzionalni so samo meso, pa telo, pa kosti, pa kri.
mi pa ne, mi pa imamo več, mi pa smo energetska in energijska bitja. Tako da iz tega naslova se lahko zavedate svoje veličine, ker vsi isti pa nismo, to smo pa pogruntali. In zdaj vsak se bo sam odločil, ali bo hodil na zahod, ali bo se končno obrnil pa šel na vzhod. Torej nazaj, back to the roots, nazaj domov. Mi smo predaleč zaglajzali kot človeštvo, odgovornost vsakega posameznika pa je, da se poglobi, prebudi in začne delovati iz vzgiba ljubezni. Vsak najprej zase in vsak sam. Prav? Zdaj, izolacija je... Mogoče smo malo prisiljeni zdaj v te samoizolacije. Malo nas je družba izolirala, ker nas je označila za črne ovce, teoretike zarote. Mene je življenje izoliralo leta nazaj in sem šel v izolacijo ne glih iz tega, ker sem ful to si želel, ampak je bila to edina opcija, preden se mi zmeša do konca. Tam sem začel uživati. Tam sem začel, v samoti sem jaz najdel sebe. Kako pak? In srečen sem, da je to tako. In prav je, da je to tako. Ne naprezajte svojega telesa. Dajte svojemu telesu počitek, v smislu, ja pa se jaz pa ful veliko po gorah hodam. Mislim, če uživate, delite kar hočete, da ne bo pomota nobenemu nič ne silem. Hočem reči, ne forsirati. Če to delate lahkega tempa, zelo dobro. Najbolj bistveno je, da v tem uživate, da ste radostni. Da rečete, ja, krasno, prišel sem na vrh, to je pa bilo vredno. Da veste, kaj iščete v življenju. Zdaj, jaz pri kruhu sem vam 1001 prispodobo dal, ampak kljub vsemu začne se s tisto moko in vodo, pa pol nekaj ur kasneje, ki ga zarežeš, pa rečeš, to je, leti to. Saj je mogoče kakšen del procedure ti tudi mogoče ni všeč, meni je, ampak kakšen del si rečeš, joj, zdaj sem si pa kruh na mestu, zdaj pa ne moram ovo. Ampak ki ga odrežeš, rečeš, to je pa to. In vredno se je potruditi, vredno je ne obupati in reči, sej se nič ne da, kar bo pa bo, jaz bom počakala, kako bo. Ne to delati. Vi morate svojo energijo na dnevni bazi za njo skrbeti. Vi ste skrbnik te energije, je prav. Energija nam je dana in mi smo skrbniki. In mi, ker smo bili slabi skrbniki, ker smo bili zavedeni, zaspani, tako smo lahko upravljali le z majhnim delom energije. Bolj, ko se prebujaš, več ti je dostopna. Bolj ti je dostopna, več jo je, ko jo lahko uporabljaš. Ko bomo se očistili še bolj in prebudili, bomo lahko iz te energije mi kreirali. Vendar ne znamo še, klinc, moramo razumeti par stvari pred tem, verjetno. Vsekakor pa so levja vrata odprta, možnost za prehod je več kot na dlani in izberate sami, kam greste. Naprej ali nazaj? Mislim, zdaj spet paradoks, ne greste naprej ali nazaj. Nazaj gremo, back to the roots in gremo višje v visoke vibracije. To je to. Dragi moji, koliko časa sem vam vzel? 43 minut, 43 sekund je bilo, ko sem pogledal. To so sinhronizacije, če vidite te sinhronizacije, vedite, da vesolje vam naredi željo, na te pravi poti si. Kar tako naprej. V redu je. Dok imate čiste namene, čiste misli, lepe radostne občutke, iščete čim več radostnih občutkov, Bog vam požegne. To je to. Če vam piska v ušesih, še boljš, ker ne piska, če rabite meditirajte vsaj 20 minut na dan. Sezujte noge in pite veliko vode. Držite se, uživajte, ljubljeni vsi in začnite ljubiti tudi vi vse. Najbolj pa sebe. Čau.